Kdo so? Koga ljubijo? Komu verjamejo? Spregovorili so samo za vas. Iskreno, z Majo Oderlap. Dober večer želim, spoštovane gledalke in dragi gledalci. Nocoj je ob meni mladenič, lahko rečem tako, ki je sicer v lanskem letu stopil v Abrahamove škornje. Vsi ljubitelji slovenske narodno-zabavne glasbe ga prav gotovo zelo dobro poznate, saj je urednik, pa tudi televizijski in radijski voditelj, doma iz Šmartnega ob Paki, ki sicer že vrsto let živi v Ljubljani. Sam zase pa pove, da je najrajši preprosto samo Andrej. Andrej Hofer, dober večer. Dober večer, Maja, hvala za vabilo in lepe besede. Moram reči, da sem kar tako previdno poslušam, nisem vajen sedeti na stolu, kjer zaslišujete. Ni te strah, ne? Kaj pa vem? Strah me ravno ni, ker sem vajen teh luči in kamer, ampak je pa precej nenavaden občutek. Nisi pogosto v tej vlogi, ne? Obratni. Nisem pa, jaz ne vem, ti si verjetno poskusila obe, in veš, da na eni strani je malo bolj ugodno, ker imaš stvari pod kontrolo. Jaz jih zdaj nimam, zato sem malo v pričakovanju. No, kakšen je ta Andrej? Ker si rad samo Andrej, midva se seveda tikava, ker se poznava že vrsto let. Kakšen je ta pravi Andrej? Jaz mislim, da je še zmeraj nagajiv, da še zmeraj zna, kljub tistim letom, ki si jih tam omenjala, ostati otrok, se po otroško veseliti, biti iskren, nagajiv, luciden, čedalje bolj luciden, čedalje bolj neposreden. Že večkrat sem povedal, da pri teh letih nekako ne želim več ugajati, niti ne ustrezati, kar znam, pokažem, povem, skušam se ne sramovati svojih dejanj, in iščem samega sebe in svojo pristnost, ki je po mojem tako ali tako ključ pri vsakem medijskem delu. Pristen moraš biti ti, z vsemi svojimi napakami, z vsemi svojimi gubami in s tistimi nepopolnostmi. Jaz mislim, da ljudje to radi vidijo, da vejo, da Maja Oderlap ni popolnoma noben bog ali pa Andrej Hofer noben angel. Tudi mi imamo svoje težave in križe. In če znamo jih nositi in o njih govoriti, mislim, da smo samo še bolj blizu ljudem. Bova prišla še k tistim težavam in križem, ampak prej se ustaviva pri tistemu radoživemu in nagajivemu Andreju. To je verjetno že iz otroštva prišlo. To so spomini moje mame. Ona je meni o tem večkrat govorila, da sem jaz njo večkrat spravljal ob živce, da je šla z marsikaterega obiska z migreno, ker sem pač delal neumnosti. Kakšne? V nekem stanovanju v Mariboru sem razbil celo steklenico čistila in je potem to zaudarjalo. Potem sem čokoladni bonbon v tak krasen tepih, kot recimo tale, sem ga zarinil in potem še z nogo poteptal. Recimo, to je bila že druga, čez par minut sem že splezal po pohištvu pod strop. Skratka, cel kup enih lumparij, non-stop so me iskali. Oče je takrat gledal nogometno tekmo v Mariboru in mama je komaj čakala, da smo šli domov, ampak je bila migrena že na poti. No, danes bi ti mu rekli, da si hiperaktiven. Ja, ali pa da imam tisto, kakšno že neko ADHD, tisto motnjo. Ja? Si še vedno tak? Ne, zdaj se znam pa tudi umiriti, znam tudi biti len. Se mi zdi prav super, če pride kak dan, ko ne delaš nič. A to se človek z leti nauči biti len, če je prava beseda, to malo lenariti? Jaz sem se z leti naučil poslušati samega sebe. To se mi zdi en velik luksus. To zdaj ne pomeni, da delam vedno tisto, kar mi telo reče, ampak da znam potegniti ročno zavoro takrat, ko je treba, ko gredo stvari mogoče malo preveč divje. Velikokrat tega nisem znal in sem potem to plačal s svojim lastnim zdravjem. In temu se reče izgorelost, temu se lahko reče depresija, lahko se reče karkoli, anksiozni napadi. Vse to sem že videl od blizu in to so res grde stvari. Govorimo o mentalnem zdravju, ki je tako velikokrat pozabljeno, ker se delamo, kot da ga ni. Kot da obstaja samo fizično,
v bistvu je pa mentalno tvoje, moje, od tvojih kolegov, ki delajo tole oddajo, prav tako zelo pomembno. In zdaj mi je to res en velik privilegij. Se pravi, ko ne gre, pač ne delaš. In ko si v zagonu, delaj, bodi kreativen, ustvarjaj, uči se in deli te ideje, ki si se jih skozi leta naučil. Ker jaz mislim, da ko smo skupaj, ko smo povezani, ko skupaj delamo kot tim, in televizija je tim, potem smo dobri, smo uspešni. In si tudi trmast pri svojem delu? Ali vztrajen? Zelo rad zaupam sodelavkam in sodelavcem, brez tega se mi zdi, da ne gre. Zelo lepo je, če dihamo v enem ritmu. Tukaj, ja, včasih gre, včasih ne. Trmast, rad prisluhnem, rad se pustim zapeljati, če me nekdo prepriča, in to z argumentom. Rad pa trmarim takrat, ko vem, da je nekaj možno, pa mi nekdo drug govori, da ni. Ponovadi se rad pozanimam in če vem, potem vztrajam in potem ne popustim. Sem kot tisti pes, veš, ko zagrabi in potem ne spusti čeljusti. Redke so situacije, ampak včasih je pa kar fajn, veš, da veš čim več stvari, da te ne peljejo žejnega čez vodo. No, midva z Andrejem sva začela na isti radijski postaji z delom na Radiu Velenje. Andrej, te še vedno vidim kot preprostega fanta iz Šmartnega ob Paki. Ali te je ta oddaljenost, če lahko temu tako rečem, od velikih mest, od Ljubljane, od Maribora, kaj ovirala, da si uresničeval svoje sanje? Si se hitro vklopil v dogajanje v večjih središčih? Nekoč sem izmeril, da je med Mariborom in Ljubljano od mojega domačega Šmartna enako število kilometrov. 65 v eno, 65 v drugo smer. Tako da sem na sredini. To je hitro. Danes v dobi avtoceste je to res hitro. Lahko bi živel doma v končni fazi in delal tu ali tam. Nisem se s tem kaj dosti obremenjeval. Maribor sem zelo hitro zljubil zaradi faksa, zaradi Drave, zaradi Lenta, zaradi štajerskih, dolgih, naglašenih prvih zlogov, ajev, ozkih ojev, širokih ejev, večer, torek. To mi je bilo super. Pa ti poletni večeri, pa KGB, pa jazz klub, pa teater Tomaža Pandurja, preminulega. To je bil Maribor. Ljubljana pa sterilna, brezosebna, komolc na komolca, ne. In potem prideš, jaz sem zdaj 20 let v Ljubljani, prideš sam in jaz sem takoj imel občutek, kot da sem iz nogometnega društva Maribor in kluba in pridem v Ljubljano in kaj je zdaj to ti Mariborčan delate v Ljubljani. Se mi zdi, da to rivalstvo še kar zmeraj nekje je. Te je oviralo to zdaj? Ja, mene je, težko sem se aklimatiziral v smislu, da sem takoj povzel vse te ljubljanske rituale in to surovost, to plehkost, to drznost, to neposrednost. Jaz tega nisem bil vajen. Jaz sem vendarle otrok podeželja, ne. In jaz sem bil vzgojen tako, da je treba biti tiho, ne, da je treba biti priden, da je treba poslušati, da ni treba dvigovati roke takrat, ko jih drugi in da ne opozarjati nase. In potem pozabiš na to, kako si izboriti svoj kanal, ne? Ker te pač sistem na to ni pripravil. Metropola je pa trda, ne? Tukaj je denar, tukaj je kapital, tukaj so izzivi, tukaj so priložnosti, ne? In nihče ne bo opazil smrkavega fantka zgrbljenih, ne takega, ampak takega, ne? In to naučiti se ta vzorec spremeniti je bil mogoče največji zaplet. Torej si tudi prijatelje v prestolnici težje pridobil? Hitro sklepaš prijateljstva? Pri vseh svojih zrelih letih še vedno verjamem, da so ljudje okrog mene prijazni in super in fajn in da mi vsi hočejo samo dobro. Z leti ugotoviš, da mogoče ni čisto tako. Velikokrat sem v življenju naletel na osebo, ki se je po domače povedano prisesala, je bila pijavka, me črpala samo zaradi mojega statusa in tega, kar sem oziroma kaj počnem. In jaz takrat, ko ti je nekdo ljub, ko ti je nekdo drag, tega seveda ne vidiš, ne, na to nisi pozoren, niti, tudi če ti okolica to govori,
Lahko to prebereš v horoskopu, pazite se, ne? Rdečelase maje, ampak ti tega ne vidiš, enostavno ne vidiš, pač slepo greš, ne, kot fijakarski konj in kmalu ugotoviš, da pa nisi najbolje odreagiral. Prijateljstvo se sama, veš, gradi leta, ne, in pravi prijatelji se ne zgodijo čez noč, pravi prijatelj te začuti, zna dihati s tabo, ve, kdaj si v stiski in ti je takrat pripravljen tudi pomagati. Zdaj že prepoznaš in ne reče, oprosti, ura je pa 10:30 zvečer. Pravijo, da si pri 50-ih, no, če smem omeniti leta, že upa človek kaj povedati na glas. Je tudi pri tebi tako? Sej, a veš, ta samozavest in ta visoka samopodoba, jaz mislim, da moraš s človekom zoreti in čim prej priti na plan, ker je prav, da vsak pokaže svoj jaz, da vsak pokaže svoj obraz, svoje mnenje, se postavi za neko stališče, ga tudi zagovarja in izvaja. Jaz take ljudi zelo ljubim, ki imajo zelo jasno vizijo v življenju. Tudi če se z njo ne strinjam, ampak mi je super, da ima nasprotnik, s katerim govorim, svoj, Američani bi rekli, statement. Prevečkrat srečam danes okoli sebe ljudi, ki se hitro obesijo na mnenje s Facebooka, s TikToka, Snapchata, nekje so nekaj slišali, pobrali in jim je to njihovo mnenje, ki ga prodajajo naprej, svojega pa nimajo. Taki ljudje so mi ljubi in ko enkrat znaš to vzpostaviti in to navzven dati, kazati, za to sprejeti posledice in tudi kako klofuto, potem je to super, ker takrat si samo svoj in takrat verjetno ploveš v pravo smer. No, o takšnih in drugačnih smereh pa v nadaljevanju naše oddaje, ko bomo izvedeli tudi, kako se je Andrej sploh znašel v narodno-zabavnih vodah in kaj o njem zares menijo sodelavci. Še prej pa Nuša Derenda, izbral jo je naš današnji gost. Iskreno, z Majo Oderlap. Andrej Hofer nocoj v družbi oddaje Iskreno torej o sebi in o zgodbah, ki jih piše življenje. Andrej, rekla sem že, radio, televizija, kaj je zate večji gušt, že skoraj 30 let? Še vedno drži rek, da prve ne pozabiš nikoli, ljubezni, radio. Jaz sem z osamosvojitvijo Slovenije začel na lokalni radijski postaji v Velenju. To so čisti začetki, potem je to šlo vse v Maribor, potem je prišel še Radio Slovenija, pa Televizija Slovenija. Skratka, mediji so se spreminjali, v osnovi kaj dosti, kar zadeva medijskega pojavljanja, je ostalo enako, oddaje pa različne. Ker sem pa res zelo zanimivo skakal, ne. Začel sem z narodno zabavno glasbo, potem je vmes prišla jutranja oddaja, pa potem še oddaja o znanosti, pa tudi kak klic dobrote, recimo verski program, zelo zanimivi preskoki. Meni je bilo pa to super, ker se mi je zdelo, da v bistvu s tem samo kažeš, kako si lahko večplasten, ne? Da greš z enega zornega kota v drugega in da se lahko lotevaš različnih stvari. Dajmo si pogledati par tvojih fotografij, tistih čisto prvih začetkov. Še kakšna črno-bela se bo našla vmes, tole je tam po 90. menda. A se jih še spomniš? Zelo dobro se spomnim te fotografije, tudi pramenov, ki so bili takrat zelo popularni. A veš, enkrat me je celo frizerka prepričala, da sem imel takšne mahagoni, rdeče pramene in so mi doma govorili, da sem rajski ptič. Danes te ne bi več prepričali? Ne. Takrat je bil to en čuden eksperiment. Tole je pa z enega dogodka, ne? Tukaj sem bil zelo mlad, vidiš, ni podočnjakov. Ja, to je pa z enega dogodka, po kravati prepoznam, da gre za eno posebno kreacijo. Meni so namensko šivali za, mislim, da je bila neka frizerska modna revija, namensko so mi šivali, vsako leto sem imel drugega stilista in se spomnim tele rdeče zadeve, ja. Jože Napotnik, izjemen slovenski, lahko tako rečem, umetnik, tvoj someščan iz Šmartnega ob Paki.
Z Jožetom sva pa res poslovno veliko krat sodelovala, ker je on v 80-ih in 90-ih risal te ogromne scenografije, ta ogromna platna, sploh za blejske prireditve, za blejske večere, festivale, obletnice. Skoraj ni In panoje ob cestah. Ja, ki so jih potem podirali, ker se veš, človeški rad nagaja. Kaj pa tale? Mislim, da je, če imam točen podatek, iz leta 94. Mene so sošolke na fakulteti toliko prezafrkavale zaradi tega vrtinca, a veš, ta pramen las, ki visi. Ampak res ta pramen je ves čas bil tam 94, o moj bog, se pravi, to je bil potem kakšen 3., 4. letnik fakultete. Aha. Kje pa je tole bilo? Pa ne vem, nekdo me je, ko nisem gledal, pritisnil. To je še klasična fotografija, danes že ta ne obstaja. Ja, to je še klasična. Hranimo jo v arhivu Radia Velenje in seveda tednika Naš čas. Tam je še marsikaj zanimivega arhivskega iz tvojih rodnih koncev. Omenil si zdaj radio, televizijo, dogodke. Že prej si rekel, da si res timski človek. Ustvarjanje televizije oddaje seveda timsko delo. Kako misliš, da nate gledajo sodelavci ali pa glasbeniki, s katerimi veliko sodeluješ? Jaz skušam kot urednik oddaje, kjer vedno sodelujem s približno 30 ljudmi, delovati zelo iskreno, lucidno do vsakega in enako želim, da tudi drugi do mene. Ne želim, da olepšujemo stvari tam, kjer ni treba in ne želim, da delamo na pol. Stojim za trditvijo, da je vse stvari v življenju treba delati s strastjo. Kuhati je treba s strastjo, televizijsko vodenje strast, petje strast, gledališka igra strast, mizarstvo strast, režija strast, karkoli pač primeš, ne na pol. In s to strastjo skušam okužiti tiste, ki so z mano. Zelo težko gledam tiste, ki so površni ali pa tisti, ki niso zainteresirani ali pa so malo leni. Taki mi niso najbolj ljubi, ampak se veš, kako je pri sodelavcih, ne izbiraš si jih, in včasih moraš tudi s takim delati. Napake imam, to ne bom trdil, da jih nimam. In konflikt pa skušam čim prej rešiti. Ko se zgodi, gremo, zdaj, akcija, ta hip. Ne jutri, ne po mailih, ne po telefonskih pogovorih. Kaj si pa mislijo o meni? Recimo, da kaj od tega, sicer pa naj mi nastavijo ogledalo, pa povejo. No, mi smo poklicali Blaža Švaba, Modrijana, vsi ga dobro poznamo, tudi televizijskega voditelja, tudi sodelavca tvojega, tako rekoč. Tudi. Pa poglejmo, kaj nam je Blaž povedal o tebi. Čau Maja, čau Andrej. Lepo zdrav obema, jaz se kar sam snemam, sem tako rekoč samozadosten. Ja, je pa ta beseda ena lepa iztočnica, da povem nekaj lepih misli o Andreju. Andrej, čau. Samozadostnost je vrljiva stvar, ne? Ti si vedno poudarjal, da je vsak televizijski produkt timsko delo, rezultat mnogih. In ti si bil vedno timski človek. Slišal si vedno vsakega člana ekipe, spoštoval si vsakega člana ekipe, poslušal si, kaj si drugi mislijo, poslušal si, kaj si vsi ostali mojstri, ki delajo na oddaji, mislijo tudi vsebini oddaje, ki smo jih ustvarjali, ki si jih ti ustvarjal. In naučil si me, da je treba spoštovati vsakogar v ekipi. In to je res nekaj zelo pomembnega v teh časih, ko smo vsi tako zelo individualni ali pa samozadostni. Andrej, premalokrat ti povem, da imaš briljanten občutek za ljudi, briljanten občutek za medije, za radio, za televizijo, da si človek, ki mu je bilo od Boga danih toliko talentov, da mogoče včasih ne ve, kaj bi z njimi. To je lahko en blagoslov ali pa tudi problem. Vedno uživam v tvoji družbi, vedno uživam, ko komentiraš Eurovizijo, vedno uživam, ker si iskren, ko komentiraš naše delo, ker si neposreden in ker si vedno tudi srčen in spoštljiv in ker vedno znaš videti tudi, kaj je dobro. Je pa res, da si človek izjemnih talentov in da opaziš, kaj bi lahko bilo še bolje in da je včasih
tudi težko slišati resnico. Ampak hvala ti za vse iskrene in seveda tudi resnične besede. In hvala, ker lahko ob tebi tudi rastemo. Vse dobro, Andrej, tebi in seveda Maja. Uživaj v intervjuju. Jaz bi imel tremo s takim sogovornikom. Andrej, toliko laskavih besed. Jih je lepo slišati, a ne? Vedno jih je lepo slišati, sploh, ker Blaža, ki ste si ga izbrala, tudi jaz neizmerno cenim. Gre za eno prav posebno navezo, midva sodelujeva že skupaj vse od leta 2013, od oddaje Slovenski pozdrav. In jaz sem dejansko z njim začel, ko je on začel, ga usmerjal, opozarjal, mu kazal, on je jokal, pa sem jaz jokal, pa jaz bil slabe volje. Skratka, a veš, življenje je, se veš, samo razburkano morje, medijska pot pa sploh na očeh javnosti si in velikokrat moraš slišati stvari, ki si jih ne želiš. Ljudje znajo včasih biti zelo nesramni in ti kot urednik si pa vedno potem v vlogi prijatelja, znanca, terapeuta, duhovnika, če želiš, vedno si tam, ko moraš te stvari spravljati v prave kanale. In on je zelo učljiv človek, diplomirani socialni delavec z prav tako neverjetnim občutkom za človeka in za to, kar počne. In med nama je res ena taka neverjetna simbioza nastala. Zanimivo, kako se ljudje drug od drugega učimo. Ne glede na to, da on ni imel nobenih izkušenj, sem se tudi jaz od njega marsikaj naučil. Kaj recimo? Predvsem to, da je treba v ljudeh iskati dobro. To se mi je zdelo, recimo, na začetku eno tako posebna naloga, posebna preizkušnja, kako bom jaz v nekomu, ki mi gre res na živce, zdaj našel nekaj dobrega. Pa gre. Torej, ti je Blaž Švab šel v neki situaciji na živce? Vedno, tudi jaz verjetno njemu. Mi nismo idealni, sploh takrat, ko soočamo ideje, ko dajemo ideje na papir, se te ideje krešejo in to je ustvarjalni proces, ne? To je žar in to je super, ampak zmeraj se zgodba konča s konsenzom oziroma z nekim dogovorom, dialogom. Tako da slišati res take besede od njega, on je vendarle na nekem drugem področju, ki ga jaz ne obvladujem, se pravi na pevskih odrih, dosegel nekaj, kar je uspelo redkim. In jaz verjamem, da se zaveda svojega poslanstva, ki ga ima. Verjamem, da se ti zavedaš svojega poslanstva, ki ga imaš in vsi, ki se kažemo, ker imamo kot prvič neverjetni privilegij, da lahko to počnemo, kot drugič neverjetno odgovornost, da lahko to počnemo in predvsem tretjič neverjeten vpliv. Kajti vsak naš stavek, vsaka misel, vsaka pesem za vas, ki pojete, pride do enih ušes. In ne boš verjela, ali pa sama to veš, mnogih se zelo dotakne. In to ni kar nekaj na 3-4. In to je danost in to je užitek. Delati to, kar delamo. Vse ti prikimam in dam prav. Kaj pa je tisto, dal si mi iztočnico, kar se tebe najbolj dotakne v življenju? To je zelo široko vprašanje. Največkrat se me dotaknejo zgodbe ljudi. Bila so obdobja, ko recimo mi ljudje niso bili tako zelo blizu. Recimo, ko sem jaz začenjal svojo pot pred 30 leti, se mi je zdelo precej nenavadno, da se ljudje za tabo ozirajo, največkrat v ruralnih okoljih. Se Ljubljana, Maribor, Koper ni bil tak problem, ampak doma, seveda, brez težav, v pekarni, v trgovini, na ulici, kjerkoli, na prvomajskem pohodu. Težko sem to akceptiral, to bližino, te oči na svojem telesu. Potem pa z leti vzameš to v zakup, da si pač javna last, da imaš stanovanje, kjer si samo ti, da je to tvoj intimni del prostora, da lahko imaš svoje skrivnosti, da lahko imaš svoj prostor. In so mi ljudje postali pa vendarle zelo ljubi. Njihove zgodbe se me zmeraj dotaknejo, sploh tiste res iskrene. Največkrat take, ki dokazujejo, kaj je vse z eno dobro, močno voljo in vizijo mogoče storiti in doseči. Take zgodbe so mi vedno všeč, ko nekomu rata, ko nekdo uspe, ko se naši športniki borijo in zmagajo, ko, ne vem, dijak 4. letnika Poljanske gimnazije zmaga na evropskem tekmovanju v kemiji, ko je naš akademik v slikarstvu nagrajen, ko, ne vem, zmaga naš poet na nekem
festival v Edinburgu. To. Takrat rad dvignem roko in rečem, ja, super, evo, naši so, ne, tudi mi znamo. Kdo pravi, da smo majhni? Pa nismo. Mi smo bogati, veliki, uspešni, dobri. Samo naučiti se še moramo večkrat to, kar na glas povedati. Se ne obstaja samo vojna v Ukrajini, pa COVID, pa menjavanje slovenske vlade. Mogoče pa imamo tamle najstarejšo Oljko, recimo, na televiziji Veseljak, pa tamle imamo, recimo, fanta, ki odlično riše z nosom, pa tega ne povemo. Ne vem, tamle v sosednjem gozdu je pa mogoče lisica pravkar skotila 6 mladičkov. Zakaj pa tega ne pokažemo? So velike teme, so malo manjše teme. Ja, zakaj zmeri te žalostne? No, bomo povedali tudi v nadaljevanju oziroma v zadnjem delu naše oddaje eno res prijetno reč, ki je pa mene navdušila, kar se Andreja tiče, in sicer, da Andrej rad gre na dopust in seboj vzame kdaj tudi svojo mamo Nevenko. Podrobnosti pa po Urošu Iltjaši in Smolarjevi pesmi Na travniku. Dobrodošli nazaj v družbo oddaje Iskreno, kjer je nocoj moj gost, televizijski urednik, voditelj in še marsikaj drugega bi lahko našla iz njegove pestre palete vseh aktivnosti, kar ga pač zanima, Andrej Hofer. Andrej, prepričana sem, tudi govorila sva v mestnem predahu glasbenem, da si zajadral v narodno-zabavne vode, brez da bi imel kaj dosti pojma o tem. Je to res, ne? Pred 20 nekaj več leti mi je Miša Molk dejansko ponudila, če bi bil eden od 4 voditeljev oddaj z narodno-zabavno glasbo. In jaz sem takrat o njej vedel nič. In sem bil prepričan, da jaz tega ne bom zmogel. Jaz sem njo že poznal, sva se tikala in jaz sem ji rekel, da je pač malo, ne, kako že rečemo, No in ona je rekla, da ne vztraja, da se lahko odločim. Jaz sem se zelo hitro odločil, ker se v življenju tudi sicer zelo hitro odločim. Lahko gre za par čevljev ali za liter mleka ali za stanovanje. Jaz kupim to enako hitro. Škoda se mi zdi časa to tehtanje. Ja, ne, pro et kontra, vzhod, zahod, sever, jug. Zakaj? Instinktu zaupam, tisto, kar mi instinkt reče, naredim. No, in sem rekel, v redu, bom. Celo življenje se učimo, zakaj se ne bi nekaj naučil še o polkah in valčkih. In kako je izgledalo to učenje, me res zanima? Imel sem dobre učitelje, takrat je bila urednica Smila Baranja, glasbena pedagoginja, pa Natalija Verboten in Boris, oba pevca, se pravi, vsi so vedeli več in je bilo laže, je bilo bolj enostavno. Je pa res, da sem se najbrž moral za oddajo bistveno bolj pripravljati kot oni. Ker oni so se te ljudi že poznali odprej, tudi pesmi, jaz pa sem moral vsako posebej naštudirati. Ampak to je samo znak, da se rad učiš v življenju. Ko prideš do trenutka, da rečeš, da se ne boš več učil, po moje je nekaj narobe. To bi zame gotovo zmeraj bil alarm. Ker vedno obstaja nekaj, kar te lahko zintrigira, da se poglobiš. Nič ni narobe s tem permanentnim učenjem, saj to ni zdaj tisto pravo učenje z izpiti pisnimi in ustnimi in formulami in ne vem kaj se. Ampak življenjskih lekcij je okoli tebe ogromno in če jih le vidiš in če jih le vzameš in ponotraniš, potem je to super. Tako učenje. Se učiš tudi kaj od svojih bližnjih prijateljev? Tudi take stvari, ki jih načeloma jaz ne bi počel v življenju, Recimo? Pa si rečem, tega pa jaz ne bom. Ne vem, dvojna merila mi gredo zelo na živce. Ne maram, če ljudje danes govorijo tako, jutri delajo tako, ali če imajo do 2 stvari, 2 ljudi, 2 človekov različen odnos in ga prilagajajo trenutni situaciji. To težko gledam. Zelo težko gledam tudi laž, neresnico, neiskrenost. Take stvari, ne. Skušam slediti svojemu cilju in ga zagovarjati ves čas. Skušam biti tiho, takrat, ko je prav, da sem tiho. In skušam dvigniti roko takrat, ko je prav, da jo. In povem. In to svetujem vsem.
ko boste imeli občutek, da ste prizadeti in da imate težavo. Tukaj sem, povej, kaj je narobe. Zdi se mi res vrhunsko, da daš to ven iz sebe, ne da to tlačiš v sebi. No, meni pa se zdi vrhunsko, da si ti dvignil telefon, sicer ne vem, kako je bilo, ampak mislim, da je bilo tako, poklical prijatelje, 35 menda, Ja? in jih peljal na Goro Oljko proslavljati. Dej povej, kako je bilo. Govorimo o tvoji obletnici, ne? Jaz vem, da na televiziji so sekunde zlata vredne. Bom skušal biti čim krajši. To je bil ta Abraham. Ljudje okoli tebe v glavnem delajo ta cirkus in govorijo, ja, zdaj pa mlaj, zdaj pa transparent. A si imel kaj od tega? Ja, seveda, jaz sem z vasi, pri nas to vse počnemo. No, skratka, potem pa praznovanje. Kaj zdaj s tem praznovanjem? Da ali ne? Ok, COVID je mimo, torej dovoljeno je. Na vsak način doma, domači konci. Ok, ampak kdo? Kdo so zdaj tisti ljudje, s katerimi bi pa jaz preživel ta praznik skupaj? Gre za praznik življenja. Leta gor ali dol. No, in a veš, da sem 10 minut buljil v svoj prerostni računalnik in študiral, pa kdo so moji prijatelji? Kako vprašanje? A si se ti kdaj vprašala, kdo so tvoji prijatelji? Pa kdo, a jih znaš našteti? Sem, zdaj, ko vabimo na ohcet, veš? Aha. No, in jaz sem takrat prišel eno tako vakuum pozicijo, kar naenkrat nisem našel več kot nekih 10-15 ljudi in sem rekel, ja, pa se to je brez veze. In potem sem rekel, ne. Tale Abraham naj bo trenutek za socializacijo. 2 leti so nam jo vzeli, zdaj bo pa to krasen primer, da se vidimo in da bo to krasen reunion, obujanje spominov in da se bomo imeli fajn. In so bile sošolke, sodelavci, sodelavke, sorodniki, znanci, prijatelji, moji najbližji, takšni in drugačni, vsi 36 in je bilo res super. DJ-ja smo imeli, bili smo na 734 metrih, imeli smo ležišča na vrhu, kar je bilo sploh super. Ko si želel, si se odstranil, si šel spat. No, jaz sem moral do konca, ne. Fajn je bilo res. Od Vipave do Hrvaške, Šmarčanov, Gorencev, Dolencev, vseh je bilo. Dobro ste jedli? Pa še Uroš in Tjaša sta mi pela, ja. Na travniku, ne? Tudi. Dobro ste jedli? Ja, jaz sem izbral, ja. Aha. Bila je Martinova sobota, potem veš, kaj smo jedli. Potem je goska bila na mizi, ne? Tudi, ja. Tudi sicer si dober gostitelj, rad povabiš prijatelje, ljudi, ki so ti blizu k sebi, ali se ti raje povabiš? Jaz živim že 20 let v Dolu pri Ljubljani. Za tiste, ki tega ne vedo, to je dežela Petre Majdič. Tako recimo jo urišem, pa tudi tovarna Baru je tam. No, skratka, blizu Ljubljane, ampak vedno, ko jaz rečem Dol pri Ljubljani, večina Ljubljančanov reče, joj, to je pa daleč. Daleč, 15 minut pa res ni daleč. Ampak dobro, za njih je daleč. Obiski so redke pridejo ljudje, pridejo že. Jaz sem kar tak maratonec v teh pogovorih, če kaj dobrega jemo, popijemo. Tudi zaradi mene kakšna družabna igra, super. Fotografije. To vedno užge. Pantomima, to vedno užge. Lumparije, to vedno užge. Skratka, rad si grem te reči, seveda pa po drugi strani zelo rad poslušam tišino. Jaz zelo pogosto, ko prijem domov, pri meni ne igra nič. Ne televizor, ne radio in mi je to najlepša muzika. Kaj pa kakšen mamin nasvet? Upoštevaš kaj mamo Nevenko? Z mamo imava zelo prijateljski odnos, kar je logično. Sploh ta navezava sin, mama je pristna. Samo njo še imam in kot kritičar, ko jo seveda zmeraj jemljem tako nekje 50%. Nasvete upoštevam, seveda, če so argumentirani, jih upoštevam. Jaz sem še zmeraj otrok, njen otrok. Če jih upoštevam in izvajam, to je pa že druga zgodba. Če ima od tega korist, ok, če pa ne, pa ne. Dejstvo je, da sva človeka različnih generacij in da tisto, kar so oni živeli in doživljali, je eno, tisto, kar doživljam jaz in živim zdaj, je drugo. In te primerjave, a veš, tudi ti si mama,
In če bi zdaj ti vsak dan svojih hčerki sinu razlagala, veš, ko sem bila, pa jaz majhna, pa tega nismo imeli, veš, ko pa sem bila jaz majhna, pa ti ne bi mogla danes tja iti. Zakaj? Neumno. Tako je bilo takrat, danes je drugače. In te generacije današnje so bistveno bolj iznajdljive, bistveno bolj hiperaktivne, informacije so na vsakem koraku, znajo si iti. Je res, da vrednote jim je treba kar malo privzgajati, ker jih ne poznajo oziroma jih svet uči, da jih ni, pa so. In bi bilo pametno pozdravljati, dati roko, objeti, lepo pogledati, se zahvaliti. Sicer pa, se pravim, ne primerjam in tehtam ti tako, jaz pa tako. Vsak po svoje. Vsem nam je bilo lepo v nekem obdobju. Ampak rad pa mamo vzame s seboj na kakšno potovanje oziroma gresta mogoče skupaj? Moja mama je Dalmatinka in vsako leto smo v Dalmaciji. Že 40 let hodimo tja in samo na en otok, na Murter. Si tam res počiješ? To zgleda zdaj tako malce nenavadno. Zakaj z mamo na dopust? To zdaj ne pomeni, da smo mi na ves dan skupaj, mi dva prijeva tja, potem se najni poti nekako ločijo, zjutraj zajtrk, ja, potem pa običajno se čez dan ne vidiva. Jaz zelo rad hodim naokrog, ali peš, ali s kolesom, ali z avtom in sem vsak dan druge. Grem v Šibenik, grem v Biograd, grem v Vodice, skratka, grem plavat, grem ležat, raziskujem. Družim se z ljudmi, zelo rad se zgubim, za nalašč grem v neko ozko ulico, da se zgubim in da tam najdem domorodca, domorodkinjo in se začakulamo, kot bi Dalmatinci rekli. In to je zame dopust. Zdaj sem jaz v stiku z lokacijo, kjer sem. In to je meni gušt. Nisem ražnič, to me ne intrigira, da bi se obračal na soncu ali pa da bi moral vsako uro spiti 3 piva, ker ne pijem alkohola. Skratka, to, dobiti ta utrip, dobiti sonce, dobiti energijo, spoznavati tujce, to. No, kam Andrej še potuje, kje je nazadnje bil, mogoče kakšen dopust si bo letos privoščil, pa v zadnjem delu naše oddaje. Še prej pa Monika Pučelj. Andrej Hofer je nocoj v družbi oddaje Iskreno. Andrej, omenila sva potovanja, da rad hodiš v Dalmacijo, tudi drugod po svetu te odnese za torej, ta pomemben dogodek, ko si stopil v Abrahamove škornje, si zadal, da boš potoval. Tudi med drugim, no? Jaz sem kar na vabilo napisal, a veš, ker so me vsi spraševali, kaj pa darilo. Darilo je dejansko prihod že tebi zelo ljubega človeka, ki ga hočeš na tem posebnem večeru imeti. Če pa že, in ponavadi pač vsak nekaj želi, potem pa ja, potoval bom in bom šel v kratkem v tople kraje in tako so moji vabljeni tudi razumeli, prispevali kuvertice, to so bile take lepe podkupnine in na koncu se je nabralo dovolj, da bo za ene tople kraje, najprej sem mislil, da bo to zdaj februarja, pa zgleda, da ne bo, da bo kar jeseni ali pa drugo leto. Ampak bo. Bo. In to bo potovanje, ki ga ti vnaprej organiziraš ali samo odpotuješ? Ko si sam s sabo, je zelo enostavno, veš, ker ti nihče ne kljubuje, ti se pač odločiš, rečeš zdaj, danes, jutri, pojutrišnjem greš, spet nobenih težav, nihče ne vpije, nihče ne nasprotuje, nihče, skratka, ti se pogovarjaš sam s sabo. Lahko se seveda sam s sabo skregaš, če ti to uspe, jaz ne poskušam. No in ja, zgodi se spontano, zgodi se impulzivno in predvsem prosim brez vnaprej napisanega programa. Kaj pa, če se nekaj vseeno zgodi na poti? Bogu. Koga najprej pokličeš? Nobenega. Meni je to izziv zato, ker je treba poiskati rešitev. Se pravi, treba je poiskati domačina, vprašati, najti hotel, ne vem, zaplet z avtom, ne vem, zaplet s potnim listom, vse smo že imeli, zamude in iskanje teh rešitev je del dopusta, del te drame. Jaz tudi sicer zelo obožujem Hercula, Poirota, pa Miss Marple, pa vse te uganke, pa thrillerje, pa to. In se mi zdi to super. Da si malo detektiva.
Ja, tudi če stojim v koloni, to je del dopusta. Če voziš po levi, to je del dopusta. Ne? Če ti kdo pokaže sredinec, ko voziš, to je del dopusta. No, tega naj bo čim manj, ampak lahko je pa del dopusta. Tako. To se mi zdi super. Seveda, če grejo stvari predaleč, potem ne. Ampak kakšna taka malenkost pa ja. Jaz te vidim bolj kot realista in nekoliko manj kot sanjača, ali se motim? Jaz zelo rad sanjam, zelo rad spim, zelo rad fantaziram, zelo rad tudi letam v oblakih, ampak skušam pa potem vendarle na koncu ostati na trdnih tleh in se zavedati, da moram biti zadovoljen s tem, kar imam. Zavedati se moram stvari, da uživam v nekaterih dobrinah, ki jih mnogi nimajo, ki niso samo po sebi umevne, da delam stvari, ki jih mogoče drugi ne znajo, pa znajo zato ene druge stvari, ki pa meni zelo godijo ali pa prinašajo veliko lepega v moje življenje. Skratka, biti spoštljiv in miren s tistim, kar imaš in kar si osvojil do zdaj, potem se učiti sproti, dograjevati to znanje in pa misliti in delati dobro. Ker s takim načinom življenja in s temi gestami, jaz mislim, da lahko zelo umirjen hodiš spat. Mirnost danes živeti, dobiti, ne pomeni, da si zdaj ves blažen in ves poduhovljen 24 ur na dan, ampak meni recimo ta mirnost daje energijo in možnost za nove izzive. Takrat se smejem, takrat rad to pozitivo delim naokrog, takrat rad vidim nove reči, lepe ljudi in za nalašč jih iščem, ker me nihče ne bo prepričal, da smo Slovenci skregani, pa da v Sloveniji nimamo uspešnih ljudi, pa uspešnih glasbenikov, pa uspešnih športnikov, ker vem, da vse to imamo. Ti si tak primer, tisti na drugi strani so tak primer in jaz ne vem, a je tako težko to povedati na glas. Andrej, hvala lepa, ker si nocoj na glas delil delček svojega življenja z nami, seveda tudi z gledalkami in gledalci najbolj slovenske televizije. Upam, da se še kdaj srečamo v naši oddaji z novimi dogodivščinami in novimi zgodbami. Vam pa tudi hvala lepa, ker ste bili v najini družbi in ne pozabite tudi vi sanjati zaprtimi ali odprtimi očmi in potem marsikaj še realizirati, ker sanje vedno pridejo z razlogom. Pa lahko noč.